Dobrodošli v podcastu Zadnji meter. Moje ime je Darko Đurić. V drugi epizodi je z menoj športnik, stand-up komik, speaker na športnih prireditvah, ponovem pa tudi igralec, Aleš Sečnik. Živjo. Živijo, Darko, živijo tudi tebi. Hvala za povabilo. No. Je lepo, da si se odzval na ta lep deževen dan. Malenkost, ko si se lotil neke nove zadeve, pa sem rekel, da bom prvi, pa sem rekel, recimo, ajde. Sem rekel, da malo budiva tiste Nekje, spomine na London 2012. ko sem bil drugi. Druga izbira. O tem bo še nekaj rekla. Bova malo kasneje, ja, ampak daj se malo predstav, no. Ja, v bistvu se mi je ful dobro predstavil, no. Nekako, kaj v bistvu si predstavil, kaj sem bil, kaj delam, pa v bistvu kako se mi poznamo iz plavanja. Drugače nisem, tako kot ti od rojstva, invalid, sem invalid po nesreči. Mislim, imel sem nesrečo, ne, nisem zdaj po nesrečni. Zdaj bo tega že 20 let in to je ta neka glavna stvar, ki me je nekako zaznamovala življenje, po kateri sem nažalost tudi poznan v osnovi, a ne. Šele potem kot plavalec, itd., kot povezovalec in pa na koncu zdaj tudi ponovno tudi igralec, čeprav pač igral sem eno vlogo, kjer sem praktično tudi igral sebe v YouTube seriji Renato. Prav vedno tako scrollaš po Instagramu, pa lajkaš. Ne. To je res. Drugač pa ja, še enkrat hvala, ker si me povabil v podcast. Čeprav imel sem idejo, nisem sicer vedel, kako se imenuje tvoj podcast. Zdaj sem slišal Zadnji metri, malo me je strah. Verjetno misliš, si dal v stilu zaradi plavanja oziroma Ja, kaj te ja. je do tega imena prignalo? Dejansko je Zadnji meter, vse 3 zlate medalje, ne, ki sem jih dobil na velikih tekmovanjih oziroma osvojil, so bile v Zadnjem metru in se mi je zdelo, da neka skupna točka z vsemi gosti, ki lahko malo razpravljamo o tem, kako premagovati nek strah ali pa svoje lastne osebne omejitve v glavi, tudi fizične, mogoče birokratske. In ko takrat premagaš tisto v Zadnjem metru, ko misliš, da ni več mogoče iti čez mejo, takrat v bistvu lahko postaneš res zmagovalec in presežeš vse meje in ti si jih veliko v življenju presegel. Ja, kar nekaj je bilo, si mi pa zdaj spomnil na Zadnji meter, lik zaradi tega, ker naš, v bistvu moj trener Aleš Kuhar je vedno rekel pri plavanju, ni mi važno, kva delaš prvih 49 metrov. Ti bo od prvi Zadnji meter, pa mi je pa čisto vse. Tako da, ja, Zadnji meter, lepo ime. Nisem vedel, a imaš že ime ali ne, hotel sem ti dati eno idejo, mogoče, da ni podcast, ampak je podcast. To je bilo. Bom razmislil o novem brendu. Ja, drugače pa, kar se tiče mej v življenju, ja, mislim, vsak človek nosi svoj križar. Vsak ima svoje težave, vsak ima svojo pot, ki jo je pač treba premagati. Zame je bila ta največja, bi rekel, ovira v življenju oziroma borba to, da sem se res rehabilitiral po taki nesreči. Pa ne samo fizično, ne, glede tudi za rehabilitacijo v glavi, ne, v situacijo, kamor te pošle pač taka nesreča, ko se pri 14 poškoduješ in si v bistvu čisto v nekem namišljenem centru pozornosti, misliš, da te vsi gledajo, se počutiš drugačnega, že tako si v puberteti. In da to nekako premagaš, se mi zdi tudi ena velika rehabilitacija, ne samo to, kar pride pač po poškodbi hrbtenjače. Bi samo malo povedal, Soča in tako. kaj se je zgodilo. Ja, na hitrco pač, jaz sem bil star 14 let, jaz sem bil že prej športnik, in ful smo tudi kot družina, ne vem, hodili v hribe, res sem živel tako polno življenje. Na morju smo bili veliko,
Imel sem astmo kot otrok, tako da sem bil veliko na morju. In iz tega športnega življenja je prišlo do to, da sem bil odbojkar ful dober. In na višku bil sem v 9. razredu osnovne šole, se pravi na višku svojih fizičnih moči. Mislil sem, da se mi nič ne more zgoditi, res, ker si v taki kondiciji, visok 1,93 m, 95 kg zabil na koš, tako pač fizično res spreman. In se pol zgodi nesreča. Nesreča se mi je zgodila pa na smučanju. Spomnim se tisti dan, so hotela iti z mojim bratom, imam 2 let starejšega brata. So hotela iti na eno tekmovanje v smuku. Moja mami ni pustila, ker naj bi bila proga pač nevarna. Jaz sem pol očeta prepričal, da greva vsem smučati, brat se je šel učiti. In sva šla v bistvu ne na tekmovanje v smuku, ampak se pravi v Žažar, na eno vaško smučišče, kjer smo se mulci pač vsak vikend ričali, so šolci s prijatelji. In smučava že cel dan, jaz se spomnim, da sem bil že v avtu, že pripravljen, da greva domov. Oče je bil še na pijači. In sem se odločil, nič, grem jaz še eno rundo. Vzamem smučke ven, se obujem, grem gor. In sem se zapeljal po eni bližnjici izven proge, kjer sem že šel čez, ni bilo prvič zdaj. Ampak tokrat je bilo nekaj drugače, sem imel malo preveč hitrosti, mogoče neka difuzna svetloba, nisem ocenil tal dobro, skratka, mislim, da me je odnesel predaleč in nisem pristal na breg, na cel sneg, ampak direkt na steptano, ratrak progo in tam me je po moje zabil, sem sicer na noge preletel, ampak po moje sem šel pač naprej, me je prekucnil. In po moje sem z glavo udaril v tla, govorim po moje, zato ker teh 3-4 sekund skoka se ne spomnim. Spomnim se samo, ko sem se ustavil na trebuhu v snegu in od vratu dol 0. Tako da bi ugasnil. Si pomislil? Mislil možno? sem, da je nekaj ful narobe, nisem pa v unem trenutku, ker je toliko neka panika, toliko neka adrenalin šopa, da sploh te racionalne misli ne pridejo zraven. Vedel sem pa, da je nekaj ful narobe. V tistem trenutku se sam boriš za preživetje in sem pač pa klical na pomoč. Tam so bili eni deskarji, pa se niso odzvali, ker to je bila pač taka neka kotanja dol. Potem sem pa pač klical dalje na pomoč in po enih 10 minutah me je nekdo slišal iz te zgornje ceste. Prišel dol, kaj je bilo, kaj se dogaja, pač sem povedal, da nič ne čutim. On je pol šel nazaj gor, pač povedal drugim in takrat je pol stekla reševalna akcija. Poklicali so helikopter, prišli reševalci me imobilizirali in vmes, kar se spomnim še tako neki, pač samo ni to zdaj cel spomin, ker je že tega 20 let. Ampak to neki, da so me bodrili, da naj bom po konc, ker sem že slabo dihal, ker je bila pač toliko visoka poškodba vratnih vretenc, da je bil že vprašanje dihanja in sam to sem se boril, da sem bil pač zraven, ker se tudi me niso smeli premikati, pač ker je poškodba hrbtenjače. In potem, ko so me dali v helikopter, ker sem vedel nekako, da sem na varnem, pol me je zmanjkalo. In od tega se pol nič ne spomnim, da sem se zbudil v bolnici na intenzivni, ta prvi mesec je itak mi ful slab v spominu. Vem, da sem imel en dan je izgledal že malo bolj, da ne bom več kritičen, tako pač vsak dan je bilo res roller coaster za moje starše, za mojega brata. Pa za celotno okolico, vsi so bili šokirani, ker mogoče se malo izstopil ven po tej športni plati, pa da se nekomu to zgodi v okolju, je kar šokantno.
ne samo meni. In tudi ta žažar, ne, recimo, sem gotovo enkrat, da naju nekako povezuje. Čisto zanimivo, ker so se potem srečala midva v plavanju, čisto pač nekje drugje, v drugi sferi. Tudi nisi iz našega konca, pa sem pa gotovo v bistvu, da ko sem šel iz bolnice, kjer sem bil, se pravi na intenzivni enoti sem bil 1 mesec, potem sem šel na travmo 1 mesec, pa sem šel pa v Sočo. In v Soči, ki sem bil, je bila ena medicinska sestra iz Žažarja. Katarina. Katarina, ja. Ja, takrat še delala? Ja, ona je bila takrat še na Soči, tudi meni pomagala pri negi. Takrat, ko še nisem mogel res nič. In je takrat mi potem omenila, v bistvu ne takrat, kasneje, čez 3-4 leta, ko sem plaval, pa ko sem bila pač skupaj v reprezentanci, je potem omenila, da si bil ti pri njej kot čist majhen otrok, da te je vzela, pač, ko še nisi imel rejniške družine, iz Soče k njej domov. Tako je, ona. In še sliko je najdla. Še sliko. Ja. Mogoče ti bom poslal potem, če boš dal zraven. Dej, prosim. Kot majhen otrok, no, čist. Tako da v bistvu v Žažarju si bil tudi ti kot otrok. Wow. Čeprav se je najna pot srečala, veš, kje še. 2008. Ja, do tam sem mogel še kar precej premagati. Se pravi po nesreču? Jaz sem se po nesreču 2006 januarja. Potem sem rabil, se pravi, 1 mesec intenzivno, 1 mesec travme, potem pa še 10 mesecev Soča, da sem prišel spet nazaj v domače okolje. Vmes je pa zgodila ta neka transformacija v novega človeka, ne. Čeprav to je trajalo še kar precej, kar se tiče psihične plati, ampak se pravim, na Sočo sem prišel brez, da bi karkoli premikal. Mogoče takole sem malo s prstom naredil. Iz Soče pa potem po res garanju, toliko, da sem lahko na noge stopil. Jaz ga tudi mogoče kakšen meter naredim z berlom. Čeprav ni varno, pa ni tako, da bi bilo funkcionalno, ampak to, da se pol ne gledaš, ne. Pol, ko se enkrat postaviš na noge, je to kar zmaga, ne. Ker tudi zaradi poškodbe so rekli doktorji, da ne bo nič, ne. Tako da tle vmes se je kar zgodil en tak zanimiv proces tudi v glavi, ker jaz sem ful čutil krivdo, da sem svoji družini zafrknil življenje, ne. In pol sem iz te krivde, jaz se nisem rehabilitiral zase, ne. Bom pa zdaj rekel, meni je motivacija zaradi mene, da bom še kdaj ne vem kaj delal, ne. Jaz sem se rehabilitiral zato, da sem to krivdo nekako premagal oziroma, ne vem, da sem družini vrnil, ker jaz mislim, da sem bil dolžen to narediti takrat. In ko sem videl v bistvu vsak teden, ko so me pač videli, pa ko so videli, da napredujem, ne, jaz sem videl njihovo veselje, mi je dal novo motivacijo za nov teden, sem spet več delal, več napredka, več veselja, več delal. In tako je ena snežna kepa te neke motivacije. In jaz se pravim, tako kot sem že rekel v enem podcastu, za nobeno stvar v življenju nisem bil več toliko motiviran, ko sem bil takrat, da se spravim na noge. To te gnal. Ja, spravim ta kriv, da je bil en tak velik motivator, no. Da se spravim, da me ne bojo imeli cel life na grbi, ne. Prav je kriv, da lahko tudi pozitiven občutek. Ja. Mislim, kakor ga obrneš, ne, se lahko ta krivda lahko bi me tudi potlačila, ne. Tako je, Pač lahko bi to bil prevelik breme, ampak ne vem, nekako. Misliš, da je tudi tako tvoj karakter od prej vplival na to, kako si se želel ne dokazati, ampak kako si to krivdo obrnil pozitivno stvar, ne? Ker dostikrat ljudje vidim, ne, se ponesrečijo, pol eni grejo res v to pozitivno zgodbo naprej in so bili že verjetno tudi prej taki, ki so se borili, ene pa res to dotovče, ampak tebe je res
Ni te dotolkal. Ne, mogoče res, jaz sem bil prej, veš, kakšen karakter sem bil, to je bil dobro vprašanje, ki sem me zdaj vprašal. Nisem znal zgubljati, to mi je bilo. Jaz sem bil prepričan, da se da vsakega premagati, da ne vem, na nekem višku samozavesti in tudi igral sem odbojko in tisti, ki so igrali z mano, se spomnijo, da ko smo zgubali, sem bil jaz kar zelo tečen, a ne. In mogoče tudi ta trma, pa ta neka, to, da sem znal stisniti zobe, a ne, me je potem tudi reševal med samo poškodbo, ne. Tudi jaz, če ne bi bil v taki formi, jaz sploh ne bi prišel do bolnice, ne. Spomnim se, da se je enkrat rekel, so se pogovarjala, da si imel kar malo srečo, si bil tudi podhlajen, da v bistvu zdaj lahko malo hodiš zaradi tega. Ja, jaz mislim, da je bila sreča tle to, da sem bil v snegu, da me niso premikali, da me sem res, ne vem, mislim, da sem imel, jaz ne vem, da nam zafrknil podatek, ampak 30 stopinj, ko sem prišel se pravi UKC, pač orang podhlajen. To je pa pomagalo zaradi tega, ker ponovadi se pri poškodbi hrbtenjače to zgodi, a ne, sploh če je v kakšnem drugem letnem času, da okoli hrbtenjače zateče takoj, ne. Takoj zateče in pa je problem, da mora ta naprej vse to, kar zateče, mora ohlapeti, da sploh lahko oni operirajo. Meni se je pa to zgodilo, da sem bil v snegu, da mi ni zatekel, da sem šel direkt na, se pravi, takrat, ko res čas šteje, ne. Jaz sem šel direkt na operacijsko. In jok se je sprožil. Povej ga, ne ga držati zase. Se to zrezke zmer zamrznemo, a ne? Mene So pa dobri, ja. Ja. Tako da ja. To je pa moje, me tudi, se pravim, veliko je bilo enih takih momentov, ko sem gledal pol nazaj, da so bile sreče v nesreči. Pa kar nekako nekaj me je držal, vsakeč, ko je pot bilo skrenila levo, desno, se mi zdi, da je šlo v pravo smer, ne. Mislim, ne vem, kaj je še tretja opcija, lahko da je še boljša opcija, ampak se mi zdi, da izmed unih dveh opcij, ki je bilo, sem šel nekako v pravo smer, ne. Tudi potem, ko sem se odločil, ko sem prišel nazaj v osnovno šolo, ko sem mogel pač dokončati ta razred, sem imel izbiro kam naprej, ne, se pravi, iti prej sem hotel iti v gimnazijo, športno, v Šiško. Pa sem imel pa izbiro ali gimnazija Vič ali pa v Kamnik, kjer je pač bil takrat Bzuj, zavod za pač invalidno mladino, oziroma da si bodo gledalci znali predstavljati, to je en tak dijaški dom, v katerem so tudi ne vem, fizioterapije, delovne terapije, v katerem dijaški dom, ki je prilagojen za osebe z invalidnostjo, imajo tudi neke svoje programe, ampak jaz sem hotel v šolski center Rudolfa Maistra, v gimnazijo, pač 200 metrov stran, imel sem tudi eno spremljevalko, da me pač po tistih klančinah vozila. Tako da, evo, tle sem spet, mi je šlo v pravo smer, da sem šel sa neko mami, pač, ki je bila med samo rehabilitacijo nekako z mano, je pustila šiht in vse dala v to, da se jaz tudi spravim, a ne, iz kar bom pač vedno hvaležen. Sem rekel, ne, zdaj pa ti rabiš nazaj v svoj ritem, in sem takrat pa šel v Kamnik, kjer sem bil čez teden, pa čez vikend smo bili pa skupaj, a ne. Vmes pa itak, potem sem spoznal na Soči, da je šport tudi ena taka zadeva, v katero se pač po taki nesreči osebe podajo. In sem pristal v vodi, tam na Soči, pač v bazen 16-metrski. Ampak je bilo zadosti, da sem spet začutil nek veselje, da se v vodi dobro znajdem. In ko sem šel nazaj v osnovno šolo, me je mami prijavila na državno prvenstvo v šolsko športno, državno prvenstvo v plavanju pa v namiznem tenisu. A je to že takrat bilo šolsko? Ja.
To so po mojih ena prva leta, ko so oboje skupaj dajali. In tam sem pol zmagal in me je videl pač Boro, ne, doktor Boro Štrumbelj, tudi potem tvoj trener. In me je povabil zraven in takrat se je pol to začelo, ne. Midva so pa dost, se mi zdi, v bistvu času prišli. Sva midva šla na prvo tekmo v Belgiji. Belgijo, ja, kaj je bil Antwerp. Za oba da je bila prva Ja, tekma. ki je bila klasifikacija, ne. Tako je. In da si bil ti dan v isto kategorijo kot Ja, v jaz. isto grupo sem bil dan ko on. Mislim, kot ti. Tako da je bilo kar zanimivo te prve 2 leti. Sploh to plavanje se mi zdi, da mi je dalo neko širino, to tudi neko potovanje po svetu, premagovanje novih ovir. Ko sem bil včasih živčen, ja, nisem se maral furati z avtom neke daljše razdalje, ta prve 2 leti po poškodbi, ker sem bil skozi tako v glavi, ja, če me scat prime, kaj bom, ne. Ker pač, če me prime, imam minuto, 2, pa moram iti, ne. In pol zaradi tega, ker sem skozi to v glavi razmišljal, ja, od Kamenka do Vrhnike sem mogel 6-krat, ne, se ustaviti, pa Prav, Steven ponavadi prekraj, ki so zastoji, pa en prekraj stoji, pa zunaj na WC-ju. Ok, cool. ne, pol smo pa tudi s pomočjo tekem dali to čez nekaj, tam je pa res, tam pa pol letalo, vlak, pa še kaj. Prav, zdaj nimaš več s tem težav. Ne. Top. Pa tudi v glavu sem si dal, če pač Ja. ime je treba jeti. Pa Je kako to si nekaj, držal motivacijo? Ti si bil v bistvu vržen v eno kategorijo, kjer nisi imel nobene možnosti, a ne. Jaz vem, da ko sem prvi svoje konkurente videl, mi je bilo tako, pa sem pa tako ful zanihal v treningih. Ja. Ampak ti si bil ful priden, tako spomnim se te ful marljivega. To sem tudi že razmišljal, pa tudi mislim, da sem se enkrat že pogovarjal o tem, da a veš to, kar sem bil jaz pred nesrečo, ne, zmagovanje, to neka zmaga, ta neka, to gnanje po rezultatu, jaz mislim, da je bila to tvoja domena. Ja, midva so si bila v tem ful različna. Da jaz sem se pa po nesreči spremenil in sem to, kar sem imel na Soči, veš, premagovanje svojih mej, se pravi, bod boljši, kot si bil prejšnji teden, bod bolj naprej. Jaz sem se s tem po moje zasvojil in sem to pol tudi v plavanje naprej nesel, ker meni je bil užitek trening, to, da sem se zgonil do konca, da sem na treningu, da sem spet, po moje, da sem tudi starše zamenjal za trenerja in zdaj, ko sem videl njegov vesele, ko napredujem, a veš, isto, kot prej na Soči, ne. Sem spet imel motivacijo, da še bolj garam, pa spet njegov vesele, veš, sploh, meni je bila tekma, ne vem, jaz na tekmo sem šel pač odplavati, ampak nisem bil jaz isti na tekmi, kakor ti, ne. Ti si pa mogoče, se pravim, na treningih iskal neko ful motivacijo, zdaj pa moram iti na trening, ne vem, oddelati to, na tekmi si pa vedno dal 110% od sebe, ne. Ja, meni je bilo pri tebi to fascinantno, ker jaz, recimo, če nisem dosegel rezultata, ki sem si ga zadal, sem bil lahko 3 dni slabe volje, pa midva sva bila cimra, tako da se mi dobro spomniš. Kakšna stvar letela po zraku, ja, kdaj. Ampak ti si pa tako mirno prenesel vse stvari, ki so se ti dogajale. Tudi takrat so te dali v E4 v isto kategorijo, ne, ko sem bil jaz, bil ti tako, okej, pač nisi bil najboljše volje, ampak si ful stoično prenesel. Ja, zato, ker jaz sem še ful videl tudi pri sebi, da imam nek pač opcijo za napredek, a ne. Jaz sem takrat začenjal, tudi bil je prvo let, jaz vem, da sem napredoval od 2 minute 7 na 50 metrov do pač 1,20, a ne, in to je že kar pač toliko, da sem vedel, da se da, ne, pa tudi jaz sem takrat še malo napredoval po poškodbi, a ne, taka poškodba hrbtenjače dopušča 1-2 leti, da se kaj popravi, če se, a ne.
Tako da v tistem času sem po mojem lik zaradi tega, ker sem še toliko napredoval, nisem niti gledal, kjer glupo bom padel pa kaj ne. Tako da v bistvu sem tako dosti tudi sprejel, ko so me poslali na ponovno ocenitev, sem bil tako, ok, dobro, super. Bilo pa v Napoliju. To je bilo pa v Napoliju, ja. Pa so me dali pa 2 grupe dol, ne. Pa se mi zdi, da sem bil že za svojo grupo tako, če bi me kakšen pogledal, mene pa druge pri mene, ne, bi tako rekel, tale pa mogoče ni za me, ne, da tale pa mogoče ni za to grupo, ne. Sam so tle še druge fizikalne lastnosti, pač jaz imam noge ohranjene, ne, jaz imam mišice, me noge tonejo, me noge ne drži, se veš, tako kot nekemu tetraplejiku, ki ima kolena iz vode, ne, ki ima atrofirane noge, ne. Pa se v bistvu ukvarja sam s tem, da čim hitrejš roke nazaj. In da ti si z eno roko plaval, ne, Jaz sem v bistvu bil edini v tej grupi, ki sem plaval vse discipline, ne. In delfina, in prosto, in hrbtno, in kravel, in pač še to. Prsno si tudi plaval? Prsno me je nosil. Te je? Ja, sem šel stoko. To je bilo res počas, ampak sem vedno dobil. Največje aplauze sem dobil na 50 prsno, ne. Jaz sem samo enkrat na tekmi plaval prsno. Tako da prvih 25 metrov mislim, sem šel 24-25 sekund, kar je bil ful dober za mojo kategorijo, drugih 25 mislim, sem pa minuto plaval. Ko nisem mogel, sem se uvajal za letu, sem šel tako, vsakič sem pogledal proti steni, je bilo isto daleč, tako da ni bilo glih. Ampak daj povej, ti si, kaj si, svetovni rekorder bil v delfinu? Ja, to je ena stvar, kjer sem te prehitel, časovno prehitel, se pravi, da sem bil prej Pionir. Da sem bil pionir, ja, da sem postavil svetovni rekord, ampak ti si ful hiter za mano. Eno 2 leti mislim, da je treba. Si ti kdaj 2011 plaval? 20 v Berlinu sem prvič postavil, se pravi, svetovni rekord na 50 metrov delfin v svoji grupi, pa pol sem ga še nekajkrat popravil ta čas. Pol se mi pa pridružil, se pravi, to veš, da S2, tipa veš. Da si ti glavni krivec, tako da še enkrat krivda, no, da sem jaz sploh plaval v delfina. A res? V Radovljici sva se enkrat hecala, da greva plavat, pa sem te jaz zafrkal, da te prehtim ali nekaj bilo in si rekel, ja, daj pokaži ali dokaži. Ja. In so pol prepričali tam organizatorje, da lahko, mislim, ti si itak sam plaval. Neko kolo je bilo, ne? Ja. In sva pol skupaj skočila. In takrat vem, da sem še očala dol padle, ne. Ko mi sem do cilja prišel, vode sem popil takrat večkrat celo življenje, prej skupaj. In pa smo gledali na lestvice in smo videli, da sem nek 3. ali 4. rezultat na svetu odplaval in je pol Boro prišel pa rekel, mi bomo pa začeli trenirati delfina. Tako da si ti, upam, da čutiš globoko krivdo do tega, no. Ja, lepo, da imam neke zasluge, no, tudi pri temu, ne. Pa tako se mi zdi, da sem bil tudi malo en tak dežurni psiholog Da si nekaj časa študiral na psihologijo? Veliko časa sem študiral psihologijo, 4 leta. Sam nisem prišel do 2. letnika. Prav prsno si. Ne, osnove imam res ful dobre. Osnove psihologije res ful dobre. Z mano dela. Jaz bil moj cimer. Ja, pa prakse imam nekaj, ne. Ja. Iz cimerskega odnosa, ne. Tudi nekaj cajta sem bil cimer s tabo, pol sem bil ciljen z Alenom Kobilco. Trenerji so rekli, daj, boš ti z Alenom, se mi zdi, da se ful dobro zastopta. A on me ni mogel videti. Ja, to sem slišal, da sta imela kar tak odnos. Ne, zabavam se. Ne, v redu. Si pa šel iz enega netekmovalnega cimra na druga, ki ni bil tekmoval. Ne, Alen je bil top. Drugačen pogled na svet sva imela. Sem imel ful lepe spomine na to obdobje, ko smo še vsi plavali. Mislim, smo hodili na tekme po Ja, meni je bilo top. Mi smo se res celo pot se zabavali, po domač drkali enega drugega, tako da meni je bilo top. Se spomniš, takrat smo v nekem metežu stali.
A smo šli v Brešo, kam smo šli na tekmo. Ker nam Na je, Primorki pred Postojno smo ostali ker nam je kombi crknil, ali kaj je bilo. Ne, v enem metežu smo ostali, prav ene Ma ne, 4-5 ur. Če sem sploh bil takrat zraven. A je bilo, V glavnem vem, da je tudi Alen delal angelčka v snegu. Imam kar lepe spomine, no, bili smo, jaz sam sem bil na 3 svetovnih, na 2 evropskih, imel sem se prav norme za London, to, ko so že omenila, ne. No, da razjasnimo, pač oba dva smo naredila norme za London, ti si imel koliko norm? sem imel, mislim, da 4 izpolnjene 4 za izpolnjene. 4 discipline. Jaz sem imel pa 50 prosto, pa 100 prosto. Delfina ni bilo v moji kategoriji, ki je bila prenizka, že pri tebi je bil ponovadi. Jaz sem polo višji plaval, tako da Ja. delfina. Ampak zanimivo, da ni bilo koeficienta, pač si bil vržen z boljšimi in zdaj pa kukar boš, ne. Spomnim se, na Evropskem prvenstvu sem naredil svetovni rekord in sem bil 7. Ker sem imel pač združene kategorije od 2 do 4. In potem smo, ker smo imeli samo 2 izmed, se pravi, Slovencev norme narejene, a ne, je prišla še neka dodatna kvota, neka številka zaračunana, 0,56, mislim, da je bila številka plavalca, tako da so pa rekli, da Vzamejo greš tistega, ti. ki je bližje povprečju oziroma te številki. Ja. Rezultati niso vplivali. Boro je takrat, mislim, da kot selektor določil tudi, Ne, tako kdo da je greš ti, procentualno. valjda, da jaz imam 2 norme, pa ne vem, 11. pa 13. čas sem imel na svetu, ti si imel pa šanso za medalje, valjda, da. To jaz sploh nisem bil niti nezameral, niti Nisi ne, ma kaj. za mi odlega. Zato sem danes tleč, ne bi te poslal nekam. Ne. Takrat se spomnim, ko sem se pogovarjala, ja, ko si rekel, meni je bilo tako, ker ful sem se želel, da ne bi šel sama, ne. Ja, se tudi to bi bilo dobro, da bi Ja, Simra, ne, da, te malo. tako, ampak tako, Psiholog, da ja. bi bili ekipa, ker jaz sem vedno v plavanju pogrešal ta ekipne dela, ne. Spravi, večino treningov sem sam odplaval, tudi ti si večino treningov sam odplaval. Je dost samotarski šport, Ja. ne, pač ti ploščice in vsakeč, ko priješ ven, ti nekdo odšteva čas, da moraš štartati nazaj, ne. Ja. Tako, je kar sadomazo športno. Prej sem omenil Aleša, kuharja, Ja. trenerja. Kako sta se vidva najdla? Midva so se pa najdla v bistvu to, da sem se jaz mogel prijaviti v nek pač klub plavalni, in ker sem bil že glih v Kamniku, sem potem kontaktiral kamniški plavalni klub. In pa tudi Aleš, mislim, da je bil na enem seminarju pri Boru Štrumblu. In potem smo tle neka povezava je prišla in smo skupaj začeli delati v plavalnem klubu Kamnik. In Aleša pa nisem menil, se pravi, od začetka do konca sem bil z enim trenerjem, ne. Pa ful sva ratala frenda, pa še tudi on se vidno slišimo, pa vse skupaj. Odnos je ostal. Ja, meni, se pravi, to je nek odnos, ki ti pol ostane naprej v življenju, ne. Toliko časa si dal skupaj, da, se pravi, 10 let plavanja, toliko enih skupnih treningov, pa tekem, pa vsega, ne. Se mi zdi, da je bil kar pomemben člen vsega tega konglomerata našega plavanja. Si v plavanju imel kakšen cilj, ki si mogoče mislil, da ga nisi dosegel? A veš, ful je zanimivo to, da si nisem postavljal cilje v smislu tekmovalnih rezultatov. Jaz sem si postavljal cilje, da moram osebni rekord premagati, karkoli bo to pač na tekem prineslo, bo prineslo, ne. Nisem pa se obremenil, se pravi, z rezultati nikoli. Če mi je kaj ostalo, ne vem, jaz sem nekaj pol, ker me je začela malo ta rama hecati, ne, spoznal sem tudi, da na dolgi rok imam eno roko, ki mi dosti dobro dela, a ne.
čuvaj stvari, ki jih rabiš res na dolgi rok. Veš. Dokler jaz sem bil sam, dokler nisem spoznal punce, sploh nisem vedel, da bom lahko imel ta korak, da bom imel svojo družino, da bom spoznal partnerico, s katero bo pač si ustvarila družino. Meni je bilo, vseeno. Nisem gledal tako nase. Pa koliko cajta bom zdaj zdržal na tem svetu. Pa ki si zdaj za nekoga, moraš biti tule. Pač hočeš biti na dolgi rok tukaj, ker zdaj otrok bo tudi mogel imeti nekaj od tebe in če jaz nam sam sebe čuval, on tudi ne bo imel nič od mene. Tako da pač to so neke trenutne zadeve, s katerimi se ukvarjam, ker je pač Sara noseča in pričakujeva novembra otroka. Bravo, čestitke. Ampak ta prehod to bi lahko rekel, kar iz enega deškega obdobja v moško obdobje, da neko odgovornost prejmeš. Že s prvim gostom v prvi epizodi smo ravno o tem govorili, kako nekdo postane moški, oziroma prevzameš odgovornost, da začneš tega zavedati, kar si ti zdaj rekel, da prej si bil sam, si rekel, ok, pač kar bo, pa bo. Zdaj pa kar naenkrat razmišljaš o drugih ljudeh, ampak ok, ti si že prej bil tak, da si na druge precej bolj mislil kot nase, ampak kar naenkrat čutiš to odgovornost. Ja, tak malo nezavedni pritisk malo pride, ampak se pač to te dela pol, to te drži odgovornega, pa accountable, tako se reče. Po angleški taka dobra beseda. Da res delaš na sebi, sej jaz ne vem, v zadnjem cajtu se sam zdravjem ukvarjam, pa sam to rihtam. Pač po 20 letih vozička tudi določene zadeve pridejo, ker bolečine, krči, vse take zadeve, sej to je pač rata nekako vsak dan. Sej, jaz imam samo to srečo, da nisem že v štartu mogoče tega imel, ker so teh krčev pa teh stvari. Prej si govoril, si bil star 14 let, poln energije, mislil si, da se ti nič ne more zgoditi, pa se ti zgodi nesreča, te preklene na voziček in zdaj spet razlagaš o zdravju. Jaz sem zadnjič v enem podcastu dobil vprašanje, kaj bo, ko ne bom več mogel, recimo biti toliko aktiven, kot sem zdaj. In sprejeti neko omejitev, minljivost. Kako je s tem? Ker meni je to muka, ne? Se mi zdi, da smo ljudje pač ful smo zaljubljeni v življenje in ne upamo pomisliti, da to ni večno. Ampak kako to sprejeti? Ja, se pravim, to so neka sprotna sprejemanja, neki kompromise, ki jih moraš sprejemati, pač ne bo vedno tako. Pri nas se mogoče to malo bolj pozna, ampak sej nekdo se stara, veš, pa pridejo določene omejitve, ker ne moreš več to, pa ne moreš več ono. To je pač normalen del življenja. Jaz verjamem, da pač je treba sprejemati določene kompromise za to, da si odgovoren in da greš na dolgi rok. Si odgovoren? Ne. Tle moram še malo zrasti. Danes te moram pohvaliti, si bil točen. Ne, točen sem pa vedno. Ja, jaz pa, jaz mislim, se pravi, ena zadeva, ker ena valuta, ki je taka, da je res ne moreš dobiti nazaj časa. Plus spoštovanje do nekoga, da če si zmenjen ob uri, da si ob uri tam. Jaz sem ponavadi ki čaka, jaz sem 10 minut prej, če se da. Tako, ne vem, ali sem me to naučil, ali sem se pa sam tako, raj sem malo prej tam. Razen v šolo sem pa kar zamujal. Sem imel pa 200 metrov do šole, da sem zadnji prehod. Si zmeril to že dvigalo? Ko sem bil luftarej, sploh ne vem, kako sem naredil in maturo tako dobro in vse. Če ne bil brihten, bi pogrnil na celi črti. Preveč enostavno si prišel do...
Ja, jaz sem bil tak, da sem ful poslušal med poukom, da so me dejansko stvari zanimale, ampak pač jaz nisem naloge. Zdaj, če bo to slučajno učiteljica za fiziko gledala, je bilo zelo zanimivo, zato ker sem jo naplahtal 4 leta, pa ful dobro so se zastopila, ful je bila stroga v gimnaziji. Imeli smo, spomnim, zvezke z nalogami in smo mogli tako pisati pač naloge noter. Se pravi, domače naloge in pol številko. In ona je pač random rekla, ok, zvezke ven, povejte številke. In je pol pač šla po številkah in ne vem, 70, 80, 30. In pol je nekoga zbrala, ki se je zdela cifra čudna in je pač gor poklicala in pokaž. Ni vsazga šla gledati, če ima res točno cifra, ampak 4 leta sem si izmišljal cifre, ker nisem naredil v 4 letih ene naloge. Ampak, Si zmeraj zadev. ja, na test sem bil pa ful dober. Fizika mi ful gre, ne. Čuden. Si kdaj plankal? Plonkov. Ja, sem, ja. Že pol po poškodbi ali prej? Mislim, prej tako, Ne, prej nisem. Pol sem se znajdel. Ko sem težko tako plankati. Ne, čakaj, kako sem pa že res plonkal. Zdaj bom vsem unim, ki me je podaljšan čas pisanja, zjebal, ko bojo pozorni začeli učitelji biti na to. Ne, ene parkrat sem plonkal, no, ampak nisem zdaj pretiraval s tem, no, ker nisem rabil. Sem v osnovni šoli asistentu na nogo nalepil, celo nogo prelepil s papirčki. Pa učiteljica prišla in ni upala reči njemu, da naj gre ven, in sem pač prepisal cel test iz tistega. Še danes mi neroden zaradi tega. Ampak ja, se moraš da malo. Ne, enkrat sem zgodovino plonkal z slušalko. Vem, da sem si speljal, da sem si posnel vsa obdobja. Pač doma sem si posnel klipe, na telefon. Pa sem si pa slušalko takole nalepil. Pa sem jo dal skozi pulover, pa tlele sem si slušalko nalepil in sem se sam takole naslonil. In... Šlo čez. Ja, Pomagalo. vrhunsko. Ne, ampak ni to plonkanje, to so samo bližnjice. Mi smo imeli. Bližnjice zelenobo, ne. Za šolo sem bil kar len, no. To moram reči, da. Ampak si doštudiral? Ja, veš kako je, jaz sem takrat, se pravim, jaz nisem vedel po gimnaziji točno kam bi šel. Ena sošolka, iz paralelke mi je bila všeč, ker je šla na psihologijo, pa sem še jaz šel. Pač Si imel svobodno voljo? slabe življenjske odločitve. Svobodna volja. Ja, ona je šla pa v drugi letnik, jaz nisem šel. Toliko ni bilo motivacije očitno, da bi naredil letnik. Ne. Pa sem bil pa 4 leta na psihologiji, se pravim, takrat sem tudi lovil norme za London, pa treningi, pa vse skupaj, ko sem šel v življenju. Kaj bi sploh delal. In sem potem se prepisal na multimedije, ker sem začel to z stand-upom, z radijem in vsem tem zadevem, in sem potem šel na multimedije, se pravi na IM. Tam sem pol naredil audio produkcijo, tako smer. Zgodba z radijem, stand-upom. Ja, to so pa spet, ne vem, take zanimive štorije, no, ampak se pravim, v tem obdobju, ko sem bil v srednji šoli, sem nekako v dijaškem domu bil, ki je bil zadolžen za povezovanje prireditev, za neko kreativo, imeli smo tudi en šolski radio, pa smo pa z unim šolskim radijem šli enkrat na obisk na Radio 1. Na Radio 1 sem pol ostal za neko nočno oddajico, kakšen let, 2. Pa sem šel pa v gimnazijo, mi pa malo manjkalo tega, ne iz gimnazije na faks, mi je malo manjkalo tega kreativnega ustvarjanja, se pravim, in sem videl, da je za filofaksom, da je odprti mikrofon
pa sem se potem enkrat sem naredil 10 minut stand-up, pa sem nekaj spisal po feelingu. In sem šel gor in ljudem je bilo všeč predvsem to, kar sem se pohecal na svoje hibe. Sem ugotovil, da imam tle čisto neko odprto pot in da sem lahko mogoče malo izstopam. Ne. In pa sem pa začel, no, pa smo veliko nastopali, tudi s Bergantom, pa s Papičem. Sem okoli hodil, pa nastopal. Potem je pa to mičken malo zamrl, malo sem se ustavil v tem smislu. Iskal sem še druge zadeve in tudi vsaka priložnost, veš, kaj je prišla, ne vem, en me je videl pa je rekel, da ti delaš za mikrofonom, a bi prišel narediti odbojkarski turnir v Kamenku in sem pa šel na ta odbojkarski turnir na Mivki. Tisto odvodil, pa so rekli tudi naš speaker v dvorani, rabimo za sezono kalcit. Pa sem začel pri kalcitu, potem na 2 tekme. Tam sem bil enih par let. Tak nek hobi, ki mi je bil ful všeč. Pa ful me je dopolnjeval. In potem sem pa pristopil HCH. Aha. Pa je bil tako prijateljski prestop ali sovražni? Ne, imam malo slabšo, imam neko izkušnjo, ampak nisem nič zameral. No. Malo sem bil tako, ko me na novo sezono sploh niso poklicali, pa pol vidim, da sta pač kar druge 2 delate eno tekmo in sem bil tako. Komunikacija je ključ. Hvala lepa za vse, niti adijo, niti nič tako. Malo, takrat mi je bilo malo bedno, no. Ampak nisem nič zameral. No. Sem tudi navijal ful za kalcit, pa vse. Mi je bila ena tako domača ekipa, glede na to, da sem v Kamniku toliko cajta preživel, pa še zdaj jim želim vse dobro. Pri ACH-ju pa zdaj pač tudi mi je čisto všeč. Še vedno? Ekipca v redu, ful. Še vedno delaš pri ACH-ju? Ja, letos bo tudi, letos bo ful zanimiva sezona, ker Ja, letos postavljeno hudo ekipo je. Res. Pa Liga prvakov, pa na vrhunki na Siliko futsal. Še ena uspešna zgodba iz štarta 10 let nazaj. Ko so štartali drugo ligo z neko domačo ekipo in do tega, da so lansko leto po 3 finalih končno dobili finalno tekmo proti Dobovcu in so državni prvaki bili. Letos je pa Liga prvakov, ne. Zdaj so šli čez kvalifikacije in zdaj bojo v glavnem delu Lige prvakov, tako da bomo tudi v Ljubljani gostili, na Kodeljevem bojo tekme v oktobru. Jaz lahko rečem, da naredimo res šov. Jaz mislim, da kar se tiče futsala, tekme na Vrhniki so res dajo nekaj na to, da je šov, da so zadeve tako, ko se zagre, da je glasno, da je strastno, da ko priješ na tekmo, pa daš v njih 5 evrov za vstopnino, si ful zadovoljen, da si jih dal. Ne. Boštjan Čul tam zelo dobro dela z celotnim klubom. Ne. In tudi jaz sem vpet v to zgodbo in mi je tako domače, ne. Z igralci se poznamo, se družimo. In z Miletom Simeunovičem, ki je pa tudi stručko v futsalu. Tako da sem še zmeraj vpet v šport po eni strani, po drugi strani pa pač malo delam zase, toliko, da se vzdržujem neko kondicijo, da se ne zredim preveč. Še kaj plavaš? Plavam ful rad na morju. Dam si une plavutkice tam male gor in ga pičim. V bazenih pa ne več toliko. Tudi skozi se mi ušesa vnemajo v teh bazenih. Katastrofa res. Letos sem šel na to obnovitveno rehabilitacijo, ki imamo vsak let v Laško in ta drugi dan se mi ušesal name in ta zadnji dan sem bil kakor toliko dober, sem šel še enkrat plavat, sem je pa ta drugo vnev. Ne vem. Prej si omenjal Saro. Ja. In da pričakujete. Kako si jo prepričal? Ja, videla je deca, ne,
Ne, rekla je, "Vej, tega bom imela, ki mi ne more spizditi." Ampak praktično Ne, ženska. Sara je ful v redu. Sara je res en človek, ki nimam besed za njo. Zato, ker tudi ona je bila prej, se pravi, ful se mečava, ful je se nekako poklopila. Ona je bila prej športnica, se pravi, to ona je trenirala tenis, bila v Ameriki na faksu, mislim na koledžu in imela štipendijo tam, potem pa tudi ona imela neke poškodbe, ki so je pač zaustavila to teniško kariero, faks je tam dokončala in prišla nazaj v Slovenijo. Midva se pa potem spoznala v Laškem na obnovitveni rehabilitaciji, kjer smo bili pač z našo družbo paraplejikov en večer. En band je igral, se spomnim. In pač malo sem bil glasen, malo smo ga spili in je pol ona bila zraven za sosedno mizo in tako smo pa malo se pogovarjali, malo je beseda na besedo dala in sva kar štartala, sva se poklopila, ful dobro šla, hitre korake, mislim, hitro sva naredila korake naprej, kakor se to sliši. In evo, zdaj po 5 letih bo malo detece. Fant bo, no, tako da. Razen, če bo potep, ne bo malo. Mislim, ja, na začetku bo malo. A že veste spol? Ja, fant. Fant bo, tako da zdaj pa tle spet sledi ena taka življenjska pot, kateri se bom posvetil. Vse, kar si želim v življenju, je pač, da imam mirno in čim manj stresno, kar se tiče nekega zdravja. In da uživamo skupaj, no, tako. Veš, na eni točki v lifeu si želi sam še tako nestresno črto, ne, brez nekih oscilacij, ne. Dokazovanja, Ja, seškov. ne, dokazovali smo se, sej sam zase mi je, veš, dokazovanje mi bo to, da familija furam, tako ko se zagre v mojem položaju, ne. Ne rabim se zdaj dokazovati komorkoli drugmu, ne. Ti je to en tak prijeten izziv? Ja, tako kakor, mislim, a veš, ja, zanimivo mi bo, malo me podaja v neko tako neznano okolje, ki me bo mogoče spet malo kick naredil, da se nisem ustavil v lifeu, pa da napredujem. Ampak sej, a veš, tudi ostali izzivi so me tako pognali, vse, kar je bilo od plavanja, od, ne vem, igralstva in ostalih stvari, ne, mislim, tako. Komaj čakam v tem smislu, no, da se vse skupaj začne in da, mislim, kar je trenutno naju oba strah, je to, da rada pač spiva in tle mislim, da bo največji problem. Drugače pa jaz ne vidim problema, zato ker Sara je ful dobro z otroki in sem tudi pol jaz malo bolj miren, zato ker vem, da bo vse v redu, obvlada zadeve, tudi njena mama je bila v vrtcu, a ne, pa obkrožena z otroki. Tudi, ko pride kakšen piknik, pa to, pa so otroci zraven, je to, jaz lahko pozabim na Saro, ki je okoli nje, pa z njo. Prav, ti imaš mir. Meni bo malo lažje mogoče, malo mi bo odnešen z tega vidika. Se pa ful veselim pol tistih naslednjih, a veš to, kaj lahko jaz predam temu otroku kot foter z nekimi življenjskimi izkušnjami, a ne. Kaj ga lahko naučim, kaj potem, ne vem, če bo kakšna športa, mogoče oni treningi pa furanje sem, pa kje, pa to me kar veseli, no. Igralstvo? Igralstvo? Alex iz Renata. Ja. Ful zanimiva izkušnja in ne vem, meni je
ful pri srcu, tudi zažarinka o tem govorim, zato ker je projekt res uspel 10-krat bolj, kot sem si mislil, da bo. Sprejetje je vrhunsko pri pač gledalcih serije. Neka cringe scena, ki jo res ki je pogrešala po moje slovenska scena. No. Lotila sta se jo, se pravi, moji sošolci iz IEM-a, Jan Štefančič in pa njegov prijatelj Bor Šparenblek iz Cerknice. Imela sta neko se pravi, otroško željo, da bi naredila neko serijo in sta jo speljala od začetka do konca. Res je malo trajalo, ampak vrhunsko. Vrhunsko. Tisti, ki še mogoče niste gledali serije, Renato, poglejte si jo, ful je catchy. Tudi dosti se pohecamo, tako kot se znamo mi, a ne, med sabo, malo črnega humorja. Sem težil, da vnesejo noter v serijo. Si dodal kakšne ščepce noter? Malo sem dodal, ampak sta tudi sama bila že kar dosti tako po meji. Tako da, v bistvu zdaj, ko pogledam celoto, zdaj sem bil na rojstnem dnevu v Porjanu, ker smo se tudi pač malo, še drugi igralci bili, pa ta Renato je tudi bil tam, oziroma Miha Razdrih. Pa smo se malo pogovarjali, pa sem jim rekel, da je vsaka čast. Jaz sem kreativen človek, vem, kako joke sestaviti, vem, kako naj izgleda neka forma stand-upa in vsega tega, ampak to, kar sta videla sestavila, sam sebe ne vidim v unem in pol temu rečem, wow, res. Si se tako z veseljem pogledal v vlogi, ki si jo odigral? Na sami kameri mogoče ne, zato ker sem res imel 20 kil več in veš, kamera doda 5 kil, ne, pa s tremi snemajo, pa je to takoj nanese, ampak drugače pa načeloma jaz nisem videl tako nekih problemov. Jan mi je rekel, da od vseh igralcev mislim, da sem bil top 2-3, ker sem res naredil tako, kot si je zamislil, se pravi, da sem igral naravno, da nisem pretiraval z določenimi zadevami, da sem dodal tiste malenkosti, ki so bile spontane, ki so ful pasale noter. Pa te neki odzivi, ki so cringe, je rekel, to ti res paše. Ne? Ti kakšen najljubši moment? Recimo... Veliko mi jih je ljubih, veliko. Da se spomnim. Iz teh intervjujev, ne, ki jih je Renato delal, iz teh intervjujev ima mene par momentov. Tam mogoče ne bomo preveč spoilali, da ne bomo prespoilali, ampak okej. Tam, ki je tale govori o zaščiti teh otroških možganov, pa da jih ne kako uničimo s tem gledanje tablic pa vse skupaj in potem mi naredi predstavitev, kako bi on naredil varno uporabo naprave, ampak v smislu, da je naprava varna, ne da je otrok varen pred napravo, ampak da je naprava varna. In tisto mi je šlo tako daleč, da na koncu, ko naredi, ko so otroci v inkubatorjih, pa se jim spustijo dol iz stropa oni tablice in pol, ko pride na tablici, pač se pojavi reklama, veš, pa Žan Krep gor na oni reklami. In tako pol reče, no zdaj to sestra tle pritisne, to preskoči reklamo, evo in zdaj otrok gleda vsebine, a ne. In mu je fajn in je toplem in vse v redu. In pol ona čisto zgrožena reče, valjda vsak normalen človek bi rekel, ne. Ki je pa šele strokovnjakinja, ki je prav zadolžena za to, da cel life posvetila temu, da v bistvu otroške možgane zaščiti. In je bila valjda zgrožena in reče, ja, se bo otroku sfrknili možgani na pritiskanje, da jih navadno na pritiskanje teh gumbov, pa on iz prve reče, ne, se to sestra pritisne. In sem videl, da je to res improviziran in je bilo tako, wow, kje ti to na pamet pade. Pa še en tak moment je Kokor španjel, ki je tudi vsem
en izmed top momentov. Ne. Z Marjano, to recimo tudi enih par momentov, ko sem je to. Po glavnem, ne bom preveč spoilal, poglejte si serijo Renato. Na YouTubu. Podelite okol. V bistvu sta se na našo veselje odločila, da ne bosta nikamor dajala, ampak direktno na YouTube, kjer je pač zastonj, kjer se da pogledati in da toliko kvalitetno vsebino, v katero smo res vsi vložili veliko časa in prostega časa, saj nismo bili plačani, ne nič, ampak res veliko prostega časa, pa veliko dela je bilo za to, da smo to skupaj dali in je res en tak projekt, v katerem mi veselje govoriti in vse skupaj. Ne. In tudi ful zanimivo, da bomo imeli v kinu Bežigrad 1. pa 2. decembra, pa verjetno bo še kakšna dodaten termin prišel, bo tako varianta meet and greet z ekipo, tudi bomo naredili v smislu pokazali, kako se je ta projekt delal, kako je ratal, kako making of bo, no, tudi. Plus dal se bo vprašati igralce kaj, tudi naš Renato bo tam. Zdaj, parkrat so me vprašali, a ta Renato je res tak, kaj je, ali... Pa zdaj, ker sem bil na rojstnem dnevu, sem tako malo pozval. Prej sem rekel, da ni, ne. Ampak je malo Renato, to v njemu je prav poseben. Noben od vas ni prav veliko igral. Ne, mislim, da je Patrik največ igral. Ja, pa se Patrik je bil tudi... Težka vloga, mislim, težek, zahteven karakter. Tines je tudi v bistvu nagraf, mislim, on je igralec tako, ko se zagrejem. Ampak on je imel to vlogo tega človeka, ki ga da res, ki ga vsak nategne, ki ima 5 minut časa, ga šeta, sem pa ki je tak zelo... Tako težka vloga za odigrati. Ja, ampak se pravi, Patrik je imel kar težko vlogo. Ampak to, kar je imel pa na intervjujih, se pravi Renato oziroma Miha Razdrih, to je pa tako zakapalo. Ful so trenirali, kakšni so odzivi, veš, kam lahko spele, ker to je bilo tako 40 ali pa ne vem, 1 uro intervjuja, ne vem, od tega je bilo 40 minut normalnega, pa so pa vmes dali te vprašanja, ki so dejansko bilo zrezan, pa je bilo pač noter dana, ne. Ampak se pravim, tudi niso to naredili, da bi se ljudje mogoče malo zmotno mislijo, da so to naredili, da bi se z gostov norčevali. Ne. To so naredili zato, da tega Renatota res prikažejo kot največjega možnega bedaka s pomočjo teh gostov, ki so bili. Ne. A bi ti znal tako intervjuvati kot Renato? Ne, ker sem ful čutim empatije, ful čutim, kako se drug človek počuti. A veš, jaz že namaram gledati skrite kamere, mi je že tako. Ti je težko? Ker vem, da bo zdaj enega nategnil. Že to mi je težko, da bi jaz bil on, ki bi zavedno nekoga okoli prinašal. Kako reagiraš, če te kakšen butast vprašanje postavijo na ulici? Ali pa, recimo mene kdaj tako iz nič mi nekdo pride in mi reče, a so od rojstva, ne, ali pa kva se je zgodilo, a je bila poškodba, ne, od rojstva. Ok, v redu, adijo. Ja, jaz temu rečem, vem, kako ti je ura. To ponovadi pride ne niti na ulici, ampak tam nekje, ko se nekaj dogaja, na kakšni veselici, na kakšne dogodke. Tam od 12 do 2 po noč, ko se ga folk malo napije in pol je vse bremze pa pustijo. In pol pride tako pač zraven in vsaka čast, ti si tle, ti se ne smiliš doma, veš. Legenda, dej, kva boš pil na drugo, veš, misliš, kva legenda, pizda. Prvo sem se ga nažrt sem, ker čist pač vsi ostali, tudi jaz smo svoje probleme, pa
sem prišel pač na veselico, si mal na off. Zakaj sem zdaj neka legenda? Sonček, heroj. Heroj, ja. To, a veš, kad čutiš ta pomilovanje, iz katerega vse to vprašanje pride, se veš, sam veš. Je tako, no. Pač vse smo že doživeli, tudi sem dosti potrpežljiv, pa ne vem, če sem že kdaj koga v kurac poslal, čeprav bi mogel, verjetno. Včasih tako kasneje razmišljaš. Eni so res nadležni. A sem prav reagiral, da sem umirjeno. Meni je enkrat kelner, dobro, meni je tista dobra, ko prijem s palco, pa nekdo reče, jaz vem, kako ti je, sem jaz zvid gležena, ne, to jaz. Ja. Super, jaz ne vem, kako je bilo tebe, sorry. Kaj ti pa en kelner, tako iz prve minuter pridemo, bili smo še na faksu in mi z prve prbije tako, kaj je bil zajeben vikend, nekaj tajega. Ja, res zafukan vikend, kaj si bil na minskem polju, se nasmehnem, ne, od rojstva, čist, tako kolega, primte me, jaz sem na gobec. Sploh, meni se tako. Meni je to, da jaz imam enih par kolegov podlipke, res nič ne olepšujejo. En kolega je Urban, on me vedno tako, res, ne veš, to je invalid, pa tudi ti invalidi, pa gor, pa dol, veš, pač, ampak mi smo normalni s tem, veš. In enkrat se pa spomnim, da smo šli na en vlagatec na Adija Smolarja in jaz sem mogel iti na WC. In je bila tako malo gužva med pauzo in jaz grem na WC in itak pač z vozičkom zasedem tam do pisuarjev in vmes za manom par ljudi in pol še preleti pač ta Urban noter v WC in tako prav iz prve čez vse. Jo, te invalidi sam gužvo dela. Oni 4 pred njemu so se obrnili. Jaz sem mislil, da ga boje prefukali tam. Pa sem rekel, ne, fanti, mi se poznamo, to je joke, veš. Ja, tak. Ampak to, rajš imam to, ful rajš, ke pa res neko pomiljevanje, pa... Sem pa zanč iz Renata, to sem dobil en odziv, ki mi je bil tako, wow. Bili sem na noči na Vrhniki in pač poslušamo muziko, pijemo in kar enkrat pride en čist neznanc, tako pogleda, se sklon, me tako pač požgička po stopale, brez da bi karkoli vprašal, prav, kaj te nič ne žgička. Pač zato, ker je scena v Renatu to iz tega, se rekel. Tako za pol sekunde sem bil socialna preverja, če sem res invalid, je zdaj en... Zdaj si se naučil igrati, ne? Wow, to mi je bilo res goldno. Ja. Tak odziv iz tega, no. Ja, drugače pa imam dosti raj, da direkt vprašal, kdo, če kaj ga zanima, pač pa mu povema, ne. Kot pa to nekoj... Kako si ti legenda. Ne poznaš me, kako veš, da sem legenda. Sej sem legenda, ampak... Recimo, ja. Ne si. Ne poznaš me, a štekaš, kako zdaj ti, svaka čast, ti si zdaj tle, ne vem, ja. Sej fajn, ne, ker včasih z veselice prines več denarja, ker sem šel v kjem. To je v redu. Kaj se meni zgodilo, to je pa nora zgodba. Ja. Na koncertu AC/DC na Dunaju hodim tam skozi gužvo in meni tako po rami potrplja in mi tako en bankovec v roko porine. In jaz tako, ne, ni moja, ne, sem mislil, da je pač nekomu na tla padel. Ne, tako, pa on tako tretjo, ja, vzem, pa tako, ne, hvala, res v redu je, pa sem mislil, da hoče za rundo dati, ne, pač mi je bilo tako, okej, sej. Pač mi tisti denar ti še v roko in jaz pač vzamem, sem dal v žep, sem rekel, pozabil, pridem drug dan pač domov, v bistvu sem še nekam šel, pogledam drug dan na mizi tisti bankovc in je bil 200 evrski bankovc. In jaz tako upam, da se ni zmotil, da je pač tako zdaj naslednji dan razmišlja, kjer invalid mi je ukradel 200 evrov. Ja, dal ti je verjetno tako, kot bi nekomu predvidno, ne. Ful mi je bilo. Sam je dosti bedno, to je res. Enkrat mi je ena gospa 2 evra pred v avto sem lezel, tisto Mazdo sem še imel, ni bil slep avto, ne, tako, ne, 2 evra, nate za kavo.
Jaz se imam za kavo, hvala. Dajte nekomu, Ja, ki ker nisi- potrebuje. A ne? Ja, ker nisi niti navaden, ker Ja. z prve ne veš, kako bi odreagal. Ja. Kaj? Zakaj? No, tako, ne, izvolite res. Pa sem rekel, gospa, dajte nekomu, ki potrebuje. Sem rekel, jaz si kavo lahko prvoščam. A ne? In bila pol užaljena, ker nisem hotel vzeti. Tako ne vem, se ti zgodi kaj takega. Da bi mi tako prav kakšen denar kdo ponudil, ne? Ni Vabljeni, pritisk. če me kdaj kje vidite. Bom probal prijazno odkloniti, ampak če pač rečete dvakrat, trikrat, bom pač vzel. Kaj ne? Res pa je, da sem jaz na Gorenjskem odraščal, tako da mogoče malo drugače gledal na te situacije. Ne, to se mi pa še res ni zgodilo. Ja, za runde pa to je pa normalno. No. Se pa težko dotepem, da jaz pa dam za rundo. No. To je, da je tako, Pa rad dam za rundo, res nisem, dobro, jaz nimam teh spominov, ampak ko se reče, po domač prepizdi odrezane. Tako, nekako. Se je veliko takih momentov zgodi. No. Vem, kako ti je. Vem, kako ti je. Sem imel babico na Vožičku, preden je umrla. Pa, ko sem bil majhen, sem tam v srednji šoli sem z motorjem padel in sem bil pol en mesec sem bil na Vožičku, ker sem imel obe noge zlomljene. Tako da vem, kako ti je. No. Cool. Ne, tam je dobro zate, ker ti je rekel težek vikend, pizda. Ja, težek vikend v, ne vem, Bejrutu, pizda. Mogoče. Ja. Črn humor v Sloveniji. Mi je všeč, še kar všeč, no. Sicer, a veš, kako je, mi vedno gledamo tuje komike, pa si misli, kako so jači, kakor naši. Ja, valjda so jači, če one, ki jih vidiš, pač so to je best of na svetu, kar je to, kar ti vidiš na platformah kle, ne. Si veš. bil tudi the best. Svetovni rekorder. Med stand-up komiki. Ti je kakšen najljubši, recimo komik ali pa ki je mogoče vplival na te, na tvoj slog? Na moj slog, ne vem, če je kdo vplival, ampak George Carlin mi je bil tak, je bil prvi edini, ki mi je res sedel, pa ki sem ga prvega videl in mi je bil, to je to. Koliko realno vse pove, pa koliko resnično vse pove. George Carlina bi rabili danes v tem svetu. V tem woke community, zdaj bi ga rabili, da nas postavimo na realna tla, ker gre res. Mogoče mu je zelo blizu Ricky Gervais. Ricky Gervais mi je ful dober, angleški humor mi je top. Pa Jim Jeffries mi je dober, se pravi Avstralec. So pa vsi brutalno črni, tako da. Ja. Črno mi je boljš, no. Pa ne vnaplehko, jaz imam rad, da je za jokom, da stoji kreativa, da vidim, da si mogel nekaj vklopiti, da si prišel do tega panča. No. Si mogel neki celic uporabiti možganskih. To mi je všeč, se pravi, ko vem, kako proces traja, da priješ do tega. Pa sama struktura jokov, pa vse skupaj. Od slovenskih pa pač Perica itak. Bergant Papič. Od stanovih mi je všeč recimo Alen Borišek, kar v redu. Se kar lepo znajde. Pa dosti črni, no, tako da, kar v redu. Čakam pa mogoče, da se najde nekdo, ki bo spet fural ledino, tako kot sta mogoče oba dva Femiča pofurala v zadnjih letih. Pa da pride kakšen nov. Spremljam sceno, ker tudi pač sam organiziram en stand-up, pa pol radam kakšno šanso kakšnemu novemu talentu, tako kot smo pač v Podlipi dali in Žanu in Gašperju. Pa sta bila pa moja ena štirikrat v Podlipi v zadnjih 12 letih. Pa jih imajo ful radi, tudi če bi isti material povedali, kot prejšnjo let, bi še zmer bilo polno. Tako da imata res, pri nas imata dobro
fan cono. Tako, no, to mi je nekako top, kar se tiče v Sloveniji. Pogrešam mogoče, ne vem, sicer sam sem tako rekel zase, menim, da mogoče ljudje nekaj več odnesejo od stand-upa, ne, glede na to, da tudi razbija malo tabuje, malo tega, malo tako. Da je res nekaj čist posebenega, ker pač se hecam na svoje zadeve, tako da mogoče kdaj, če bo kakšna šansa, tudi naredimo svoje predstavo. To mi je mogoče en cilj, da enkrat pofuram, kjer imam res tle ogromen potencial, ker noben mi ne more joke ukraditi, jaz ne morem nobeno joke ukraditi, tako da je res zelo special, pa zelo posebno, pa folk tudi nekaj odnese od tega. Ni sam to, da se priješ na stand-up, pa se nasmejiš, ampak to feel good comedy. Sprav boš tala v darilne vrečke. Ja, Aleš, hvala, ko si prišel, si vzel cajt ja, malenkost sej. na ta lep sončen dan. Tako da vode si pa itak navajen. Tako. Ja, ne, hvala tebi, ker si me povabil. Dobar fur je tele podcaste naprej, ne. Pa malo razmislil, no, če bi malo se preimenoval v Podcast. podcast. Zdaj bom vedel, Čeprav ti si tak človek, veš, lih prej sem razmišljal, ne, ti vedno daš, veš, kaj pravijo, da se daš sebe celega, da sebe celega daš v nekaj, ne. Ja. Tako, ampak ne delaš stvari na pol, tako mi je čudno. Se, kar je mogoče dobro, da če stvari na pol naredim, a ne da jih še zmer v celoti naredim. Škaj, hvala ti res. Še nekaj hod. Ne, naučiš se v življenju, po mojem so oba dva nek humor razvila s temu, ker si v nekih situacijah, ko se moraš malo obraniti vsega nekih reakcij in pol v bistvu na en joke, ki ga dobiš ali pa ena situacija, znaš pol neko humorno situacijo postaviti, da v bistvu se malo zaščitiš pred okolico. Ja, gre za ta obrambni mehanizem, se pravi za to razbijanje neke tenzije, ki priješ v neko novo okolje med nove ljudi, takoj poveš en joke nase, oni vejo, da si dober pacan svojo poškodbo in takoj vidiš, kaj je folk tako, Ja, lažje mi je tle zraven, ne. In jaz mislim, da smo zaradi tega razvili. Vsaj to, ko sem jaz gledal pri sebi, pa ko sem prišel v gimnazijo, v srednjo šolo, mislim, kamorkoli v novo okolje, joke nase ni nobeno škodo. Tako da, to je sam dobro. Če se znaš iz sebe zjebavati, se pa lahko tudi iz drugih. tako je. Tako da, ja. Drugače pa, Liki Žan mi je rekel, enkrat, je rekel, ni čudno, da si tako dober plavalc, če ima za sabo 5-6 let Soče. Hvala ti, ki si prišel, si vzel cajt in srečno na tvoji poti Evo, upam, da ste uživali enako. in da boš naslednji cool fotor. Cool fotor. Upajmo.